Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, v kateri bomo danes govorili o digitalizaciji v procesu načrtovanja arhitekture. Z menoj sta sogovornika dr. Marko Javšavec, arhitekt in docent na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo ter arhitekturo Univerze v Mariboru, ter Iztok Šuštaršič, soustanovitelj in tehnični direktor podjetja Linkscraft. Dobrodošla, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Kljub vsej prisotni digitalizaciji sveta se zdi, da je proces načrtovanja gradnje še vedno precej analogen. Tudi če govorimo o načrtovanju s pomočjo računalniških orodij, vseeno je to še vedno dosti analogna stvar risanja. Nekako do konca tega leta naj bi recimo končno vse upravne enote nudile celo končno možnost elektronske oddaje gradbene dokumentacije. Zakaj je prehod z analognega na digitalni svet, pristop v gradbeništvu tako zahteven in počasen? Je to zato, ker smo preveč leni za spremembe ali ker tehnologija morda še ni zrela za takšne pristope? Lahko je začnem. Ne, mislim, sva že imela midva prej eno veliko debato glede tega, ampak dejstvo je, da je in arhitektura in gradbeništvo je toliko fragmentizirano in toliko je različnih orodij, ki jih ljudje uporabljamo, in to vse spraviti na isti imenovalec je izjemno težko. Že nivoji izobrazbe so različni, nekoga, ki dela na upravni enoti, nekdo, ki je na gradbišču, nekdo, ki je v biroju arhitekturnem, projektantskem, večjem. In zdaj to unificirati in spraviti na isti imenovalec, da rečemo, zdaj pa boste vsi uporabljali isto orodje in potem vse izobraziti za to orodje. In pri tem še pogledati različne starostne skupine, ene mladi, ki prihajajo iz fakultete, nekdo pa, ki je tik pred penzijo recimo, in zdaj reči, zdaj pa se boste vsi naučili in potem še iti na umazano gradbišče in reči, tak, zdaj boste pa vi iPade uporabljali, ko boste betonirali, zidali. Ni enostavno, ne? Poleg tega, da je izjemno stara panoga, ki se počasi giblje, počasi premika, ko je en taki počasen slonček. Ni enostavno, no? In mislim, da je to en velik razlog, zakaj tako počasi prihaja ta digitalizacija, ki pa prihaja že od začetka 80-ih. Ja, to si zelo dobro začel. Ja. V bistvu, če gledamo te začetki digitalizacije, ko smo šli, ali pa ko so še šli, ne, naši predniki, toliko star nisem še vse, recimo iz Rotringov, ne, oziroma iz tuša na neke digitalne črte, ne, recimo se je začela dogajati že dolgo časa nazaj, ampak v bistvu pravzaprav neka prva taka resna, malo bolj digitalizacija v smislu informacij se je začela, ko so se začeli uvajati BIM modeli, ne, se pravi ta Building Information Modeling, ne, se pravi AutoCAD per se je v bistvu digitalni tuš. Ne. Stvari se rišejo, ne, v bistvu lahko seveda popravlja stvari, pa lažje printaš, ampak v bistvu črta je še vedno črta. No, to sem eno mislih. In šele, ko smo uvedli informacije, na to so stvari dobile nek potencial, da bi se lahko kaj poenostavili, da bi bilo kaj bolj dosledno narejeno, da bi se mogoče kakšne informacije manj zgubljale. Ampak se kar nekako ta tehnologija še ni uveljavila. Koncept BIM-a je star zdaj že tam 30 let, ne, mislim, to je prva verzija ArchiCAD-a 84. Ja, evo, 40 let, ne, tako da pa še danes v bistvu na nivoju BIM-a nismo tam, kjer bi želeli biti, ne, recimo v zakonodaji je predpisan zdaj za javne objekte, da je obvezna uporaba BIM-a, ne, ni pa predpisan kakšen nivo loda, ne, se pravi level of details, koliko natančno, ne, tako da v bistvu, če je to nek, ne vem, lod 100, 200, ne, pomeni, da ima dobesedno neko kocko, nek volumen, ne, kar v bistvu v smislu neke optimizacije celotnega procesa ne pomeni veliko, mogoče za neko umeščanje v prostor, ja, ampak še vedno zelo malo, ne, tako da gremo pa na nivo celotnega procesa, so pa to zelo, zelo dolge verige, ne, pa se začnemo pogovarjati malo o kompatibilnosti informacij, imamo neke skupne formate, ne, VFC recimo, ne, ker bi ga lahko vsi odpirali, se pravi, to je nek recimo temu odprti format za BIM modele, ki ne bi ga lahko v vsakem specifičnem orodju za BIM, to Revit, ArchiCAD, je pač tekla, ne, bi lahko odprl. Vendar se potem dogaja, da potem pri teh preskokih se kakšne informacije izgubi, nekdo uporablja nekaj, nekdo uporablja nekaj drugega, potem se pojavi vloga BIM menedžera, ki ne bi to koordiniral, ne. Ampak ti procesi gradbeništva so zelo široki pa zelo kompleksni, če gledamo, ne. Od umeščanja objekta v prostor, kjer je ogromno ene papirologije, do potem končne gradnje objekta, ker je ogromno tehničnih detajlov, ne, se pravi ta vreča, ta nabor, ta peskovnik je ogromen
ogromno informacij, ogromno detajlov, ogromno ljudi, ki so udeleženi v tem procesu. Ne? In v bistvu je to na koncu en tak velik kotel, ki je pa mogoče zakonodajno je zorganiziran, ampak v praksi je pa to tako, ne? V bistvu vsaka hiša na nek način je prototip. In prototipi vemo, kakšni so, ponovadi kaj malo falija, pa niso bili optimalni, ampak dejansko objekti so taki. Ne. Ta celotna ekipa se trudi narediti čim boljši prototip, pa še vedno je prototip. Ne. In če bi delali isti objekt še enkrat, bi ga sigurno že malo boljš naredili, ker bi ga nekdo malo optimiral. Ne. Zdaj sem mogoče malo zaplaval sicer iz tega osnovnega vprašanja, ne. Ampak ravno ta širina tega in število deležnikov, ki je udeleženo, je verjetno tudi en od razlogov, zakaj se ta digitalizacija odvaja tako počasno. Plus to, da je, kot je Marko rekel, ta sektor je res počasen. Ne. Kako bi pa preprosto razložili, kaj digitalizacija prinaša arhitektom in končnim naročnikom, torej graditeljem, kako bi jim olajšala delo? Pa isto skoraj bolj za tebe. Ako se spomniš, z veseljem. Ja, zdaj, če gledamo digitalizacijo, kot je bila uvedena v 80-ih, se pravi recimo to, da če si se nekaj zmotil, ni treba radirati, pa si lahko samo črto popravil. To je ena. Ne. Ampak ta revolucija, ki se je mogoče pričakovala na nivoju BIM-ov, se pravi Building Information Modelinga, ni tako zaživela, kot bi si jo želeli, pa predstavljali. Se pravi, predvsem te izgube informacij, ki se dogajajo, način projektiranja, detaljiranja, pa take stvari. Tukaj se mi zdi, da je ta glavni prostor mogoče za reševanje najbolj tipičnih napak, ki se dogajajo. Neka dodatna dela, ki nekdo nekaj ni predvidel, neko križanje, neke strojne inštalacije z nosilcem, ki ne sme biti preluknjen, pa tako naprej. To so stalnice. Se pravi, če je projekt bolj dodelan, je tega manj. Ampak to se še kar nekako dogaja jaz bi rekel, na 80% vseh gradbišč. Imamo iste težave, po moje, kot smo jih imeli 40 ali pa 50 let nazaj. Verjetno še več zdaj, zato ker je to več enih inštalacij. Včasih so bili objekti bolj enostavni, že težav z gradbeno fiziko je bilo znatno manj, ker ni bilo toplotne izolacije in potem ni bilo kondenzacije, tako kot je danes in tako naprej. Človek bi si predstavljal, da bi vsa ta moderna orodja te stvari lahko reševala. Na papirju jih, v praksi je pa to še vedno kar nekako ne steče. Zdaj, razlogi, zakaj? Prej smo že malo omenjali, veliko deležnikov, vsak nekako mogoče na svojem sistemu, to je treba na koncu vse skupaj združiti. Vse te velike softverske hiše se trudijo v to smer. Recimo Revit, ki je Autodeska tak premier produkt, ima svojo oblačno rešitev, ker lahko de facto vsi projektanti delajo na istem modelu, ampak to pomeni tudi velike stroške licenc, pomeni, da se morajo vsi to izobraziti. Že učna krivulja, naprimer za Revit kot BIM software, je v primerjavi z AutoCAD-om znatno bolj strma. In mogoče te mlajše generacije, da se vedno bolj v to spuščajo, da to uporabljajo, ampak je pa to kar dolg proces. Tako se mi vidi, da je treba generacije, da se to zamenja. Jaz močno upam, ker ko sem jaz študirala, ne bomo zdaj povedali, koliko let nazaj to bilo, se je na fakulteti spodbujalo analogno risanje z roko in razmišljanje prek grajenja fizičnih modelov in risanje z roko se je aktivno upiralo prehodu na računalniške simulacije. Tako da upam, da je to zdaj že malo drugače. Se boš razočaral. Ne, je pa zanimivo, da zdaj smo spet na novem prehodu, iz tega prvotnega, prej je bilo iz svinčnika v digitalno. Meni je najbolj smešno, da je v bistvu AutoCAD na začetku vse bilo enako, od točke do točke, klik na mestu. Še vedno analogno. Je bilo še vedno analogno in potem, ko si ti začetki BIM-a, pa tam nekje, da recimo k nam, se pravi, če prvi projekt, vem, da je bil kot BIM v Arhicadu zrisan leta 87, tam nekje ena šola v Ameriki, ne v Arhicadu, v enem drugem softwarju, ne veze. In potem pridemo mi do tega, da nekako konec 90-ih se pa začne 3D modelirati tudi pri nas. Se pravi, ni več samo klik, ampak že potegnem neko steno, pa neko streho, se pravi, že neke gradnike vlečem po načrtih. In zdaj, če se jaz vrnem v svoje študijska leta, je bila največja razlika ravno to, kar je Iztok povedal, ta možnost korekcije. Se pravi,
iz 2D skice v 3D model računalniku, nazaj v 2D na printu, in potem tista rdeča črta čez list papirja ni tako bolela kot rdeča črta čez tuš. Ker smo razmišljali v tisti klinici, ne samo za tam, ampak kakorkoli. In potem pa zdaj, pa ta generacija, ki zdaj prihaja, jaz kaj vidim na fakulteti, največja razlika je, da je sposobna že v 3D-ju koncipirati. Se pravi, ni nujno več, da je to skica, ni nujno več, da je to fizični model, oni že razmišljajo, znajo tudi na iPadu vrteti, vleči te mase ven ali pa kar direktno, ne vem, v Rajnu modelirati na popolnoma drug način, da vzamejo maso, ki je v bistvu volumen v softveru in potem to maso spreminjajo, da preverjajo neke forme. Naslednji korak pa je zdaj z AI orodji, ki pa zdaj mogoče stopi celo korak nazaj, bo mogoče lažje narediti neko ročno skico, pa fizični model, pa potem en kup tega preverjanja delati z tekstualnim promptom ali z ustnim navodilom. In to pričakujem, da je naslednji velik korak. Se pravi, ta input, ki me je omejeval, tudi z znanjem softvera, se pravi, kakšen bo končni produkt, je v 90% zdaj te generacije, koliko znam uporabljati orodja, koliko znam uporabljati AutoCAD, Archicad, Revit, Nemeče, kaj vse, ali pa 3D Studio ali Rhino. In če nekaj ni znal zrisati, je potem spremenil svoj projekt, da je znal zrisati. Dočem to, če si fizično delal, če si oblikoval nek plastelin, pa zdaj to gre v digitalizacijo s pomočjo AI-ja, pa se mi zdi, da se bo unleashala ta kreativnost lahko zelo. Ja, mogoče bi bilo zanimivo tudi to, da te starejše generacije, ki teže sprejemajo neka kompleksna orodja, da bi v bistvu tle celo enostavne prišla noter. Pa ne zdaj tukaj cel kupenih pasti še vedno. Velike pasti. Kaj je pa vaju potegnilo v svet digitalizacije gradnje? Kaj vaju je tako pritegnilo, da se zdaj s tem ukvarjata? Mene pač, ko sem se odločil za študij, sem bil zelo razcepljen med računalništvom in arhitekturo. Arhitektura zaradi kreativnosti, računalništvo, ker je bil en nov prihajajoč poklic, ki ga mogoče niti takrat še niso naši starši toliko razumeli. Smisel, to je bolj tipkanje, to je še ekspres stanica. Tako da, in sem zelo rad sledil tehnologiji in jo spremljal in ob spoznanju, da mi tehnologija izjemno lahko olajša delo v arhitekturi, se vedno iskal nova orodja, nove bližnjice in sem mogoče trkal na to generacijo, instant generacijo, ki je zdaj, ki bi radi rešitev takoj, da išče dopamin drugje, ne v tej mazohistični kreaciji, ki traja ure in preverja rezultate. Tako da ja, jaz bi rekel, da mi je to bila ena vodilnih stvari in še danes me navdušuje tehnologija, rad sprobam nove stvari, pa naj si bo to v arhitekturi, z avtom ali doma. Tako da ja, potem pa iz tega nekak naravn proces iti v AI, pa ga čim bolj sprobati, da nam skrajša čas tega, ne vem, kak je slovenski prevod, bullshit dela, se pravi, tega ponavljajočega se dela, ki je vsem tečen, ko končaš nek tloris, pa ti pride požarc, pa reče, to pa ne bo v redu, pa greš vse hodnike širiti, pa vse stopnice popravljati, pa delaš en teden običe delo in ure, se pravi, a zdaj mi lahko nekaj to prevzeme in naredi v 5 sekundah ali me že naprej upozori. Jaz se tega prav veselim, ker si samo predstavljam, koliko več časa bo za ta kreativni del ostalo. Tisti, ki se je zanimivo, da smo bili spomnili na Plečnika, pa tiste zgodbe, ki so oni tam mukotrpno stušali, risali cele dneve in dec je prišel in potem, super, splahno še enkrat. Se v bistvu že pripravljali te generacije, pa takrat sploh ni bilo verjetno požarcev ali postrojnikov, ki bi ti projekt razkazali. Z spoštovanjem vse kolegov. Je to zelo pomemben del. Ja, pri meni pa v bistvu, če začnemo že po srednji šoli, ko smo si mogli zbrati, kjer je 3 študije, da sem imel prvo gradbeniško, drugo strojno, tretjo elektro, tako da je bilo zelo jasno, kaj bo. In potem, ko sem se odločil za diplomo, sem bil tudi glih na tem, v bistvu, ali bi šel bolj na katedro za računalništvo ali pa na lesene konstrukcije. Oboje mi je bilo zelo blizu. Tako da sem čisto po spletu na ključi končal na lesenih konstrukcijah in potem tudi na podiplomcu za lesene konstrukcije in potem še na univerzi na lesene konstrukcije. In potem po spletu na ključi sem se pa znašel v
projektu, kjer smo razvijali celotno lesno predelovalno verigo, ker sem bil tam kot tehnični direktor za postavitev od žage do končnega proizvoda. Ampak se je tista zadeva malce bolj rano končala, kot smo mislili. Tako da smo pa potem s kolegom, ki je bil pa kot generalni direktor, smo pa potem to zgodbo obrnili na glavo, v digitalno, ker v te CapEx težke investicije, kot je bila ta planirana, danes v Sloveniji nihče ne vlaga. Je pa lažje pridobiti financiranje oziroma tudi interes širše ali pa bolj specialne javnosti za neke digitalne rešitve. Tako da tista ljubezen do nekega digitalnih veščin raziskovanja mi je bila vedno blizu, čeprav sem bil čisto v nekako mogoče drugih sferah. Ampak zametki tega našega koncepta, kot ga zdaj razvijamo, se tudi bazirajo mečkam bolj v fizičnem delu. Ne? V bistvu smo začeli iz lesenih konstrukcij, pa iz standardizacije in tako naprej, ampak vedno bolj smo začeli plavati digitalno in se nam je čisto slučajno v bistvu vmes v teh 3 letih, odkar smo skupaj, oziroma recimo 2,5, zgodil še ta boom umetne inteligence, do katerega mogoče smo bili tudi mi sprva malo skeptični v konceptu gradbeništva, arhitekture v najširšem smislu, ampak se je izkazala za podjetja v takšni panogi kot neizogibna. Predvsem pa kot nekaj, kar je treba izkoristiti. Pa ne zato, ker je tako vse mogočna, mogoče še bo postala. Vemo, teorije so razne, od tega, da nas bo superinteligenca pojedla čez 10 let, od tega, da bomo lahko zaradi tega boljše živeli in mogoče imeli zaradi nje tudi boljše projekte. In to je tista stvar, kar se pa mi trudimo, se pravi v bistvu, da lahko s pomočjo teh sodobnih orodij ali large language modelov ali vizualizacije ta celoten proces načrtovanja objektov od parcele do prevzema de facto naredimo čim bolj enostaven, transparenten, enostaven za kogarkoli bi se želel lotiti gradnje. Se pravi, da nam vsa ta orodja pomagajo biti bolj učinkovita in časovno, in finančno, in tudi v smislu zniževanja stresa. Ker pač tisti, ki se lotijo graditi hiše, ponovadi praviš, da te 3 bajta boš naredil mečkam bolj mirno, ta prvo boš... Tako da, nekako tako. Pa mislite, da lahko umetna inteligenca oziroma druga digitalna orodja kmalu nadomestijo človeško domišljijo? Se imamo od tega za bati, arhitekti? Ali jih bomo probali najprej uporabiti, da se rešimo teh mukotrpnih nalog? Zdaj, jaz se prav spomnim tako približno leto pa pol nazaj, ko so začele prve ti imidži Midjourneyja, Dallija prihajati ven, je prišla ena sodelavka cela bleda, ker je en prispevek prebrala, pa gledala te imidže in rekla, konec je z našim poklicom, kaj bomo. Ampak... Kdo se bo pa s strankami ukvarjal? Ne. In zdaj, moja teza trenutno, glede na stanje tehnologije, kako se bo spremenila, kdaj bo Artificial General Intelligence in to noben ne zna napovedati, ampak dejstvo je, da ne bo nadomestila umetna inteligenca arhitekta ali gradbinca ali gradbenika ali projektanta, ampak bo nadomestila projektanta oziroma arhitekta, ki ne bo uporabljal umetne inteligence. Tako da v to sem prepričan. Zagotovo ne bo nadomestila ključnih stvari in sicer empatije, vsaj ne v kratkem času, tega, kako prepoznati, kaj potrebuje stranka, konteksta, kulture, videti, ko par pride kot investitor, kot naročnik projekta, pa ko vidiš, kako strogo žena pogleda moža, pa znaš takoj reagirati. In takšnih stvari zagotovo ne bo nadomestila. Predvsem pa ne bo nadomestila to, kar pa mislim, da je tudi ključno, da nove generacije se čim boljše naučijo te soft skills, se pravi mehke veščine, kako govoriti s stranko, kako pripraviti ponudbo, kako reagirati na reakcijo njegovo, na ponudbo, na projekt, na pokazan render, kako biti prilagodljiv v samem projektu, ko se pojavijo finančne težave in predvsem tudi, če pa zdaj zaokrožim, pa kar se mi zdi, da niti v tem trenutku, niti v vsaj naslednjih 10 letih, potem kaj pač uspemo prebrati, ta širino pogleda, se pravi videti širšo sliko nastajanja nekega projekta. Umetna inteligenca lahko super pomaga, nas super nadgradi v posameznih segmentih vsakega projekta, ampak ne more pa prevzeti celotnega projektiranja. In
tako bom rekel, ne, tla so se blazno dvignila, se pravi, ali je zdaj to en študent ali nekvaliteten arhitekt, bo postal srednje dober, nekdo, ki je srednje dober, lahko postane zelo dober, tisti, ki pa je zdaj zelo dober, pa lahko postane odlični. Ja, se podobno izkušnje s tistimi prvimi začetki vizualizacije. Prav ta Midjourney je bil en prispevek, ki je bil na YouTubu, kjer so imeli arhitekti, vse je bilo pač prirejeno. Ampak tekmovanje, se pravi, da so sami sebi nalogo, kakšno hišo mora narediti, in potem je tam ekipica gruntala, delala, švicala, ne vem koliko dni, obene so dali pa Midjourney prompta, in na koncu so potem rezultate dali mislim, da na Instagram, na glasovanje, kjer je pač lepši na končni izgled. In takrat je bilo nekje, mislim, da 70-30 v korist umetno generiranega pač renderja. Ampak seveda, ker ješ pa potem gledati v blizu tisti render, se pa hitro zgodi tako malo eša. Sprav stvari, ki ne pašejo skupaj, greš gledati, Lorise nimajo, mislim, zgledajo daleč ful dobro, ampak ko blizu pogledaš, pa so pa noter take res velike težave. Tako da v bistvu za na hitro impresionirati stranko super, ampak še veliko enih lukenj. Tako da to je en del, ampak drugače pa mogoče, kar se tiče samega tega, kadra. Še kakšen let ali pa 2 nazaj, te LLM-ji so res močni, in sploh okrog pravnih znanosti se je govorilo, da se sploh ne rabimo več odvetnikov, ali pa bilo potem točno to, se pravi, ne bo AI nadomestil odvetnike, ampak odvetniki, ki uporabljajo AI, bodo tiste, ki ga ne, ker bodo bolj učinkoviti. Definitivno se potem to pozna tudi na teh, na junior arhitektih, odvetnikih, pač, ki delajo tiste, mislim, te humorne teske, Pozna se izjemno na programerjih, se pravi, te začetni programerji so zdaj že zlatno, ali pa povpraševanje po njih je v upadu. Se mi pa zdi, da v teh naših mogoče majčkeno bolj inženirskih znanostih je povsem tako, da ta vizualizacija pa začetne ideje so pa take, da še vedno zahtevajo izjemno veliko revizije. Saj orodja, ki so zdaj, v bistvu moraš vedno stvari dobro pogledati, pa dobro prebrati, drugače pride do težkih neumnosti. Recimo že ta naša platforma, ki ima modul za generacijo lokacijskih informacij, človek bi si mislil, da se kaj pa je, flikneš opene občine v ChatGPT, pa ti bodo ven. Nažalost ne. Je vse prej kot to. Je treba stvari sparsati, da to vektorske baze preveriti, potem v Sloveniji več kot 200 občin, vsaka ima neke svoje štose, tako da v bistvu ne moreš samo flikniti vseh dokumentov v nek LLM in dobiti ven stvari, je kar zahtevno, pa še potem imaš recimo natančnost, recimo 95%, kar je stvar izjemno, ampak nažalost to ni samo uploadi nek file, nekam pa bo se skupaj ven padlo, mogoče čez 10 let, ampak da še vedno mora nekdo revidirati na koncu. Tako da, če si ti glavni projektant, pa ti nekaj ven pade, seveda, rabe znatno manj časa, da nekaj revidiraš, kot pa če nekaj iz nule računaš, gledam čez sebe kot statika, ampak so pa spremembe, Še vedno potrebuje človeški suport. Najmanj, kar je mogoče v naši panogi, je to, da na koncu v bistvu projektanti prevzemamo osebno odgovornost s svojimi štemplji, tako da v bistvu, če boš štempljal nekaj, ki ti bo računalnik dal, se lahko spraviš v resne težave, če tega ne prebereš. Tako da. Kaj pa ta moralni in etičen princip, recimo zdaj poznamo en projekt, ko so za ene vile, sosedsko vil na Bledu, angažirali enega arhitekta, ko je angažiral umetno inteligenco, baje je inspiracija tradicionalna arhitektura in celo Plečnik. Če pogledamo te vizualizacije, bi težko videli te reference. Kaj menita o takšnih projektih? Če ga v promptu umeni. Zdaj studio Team Fu, ki je delal ta projekt za, ne vem, lahko imenih se, ne vem, in za samo login sta investitorja. Jaz mislim tak, zdaj ne bom ocenjeval arhitekture, ker pač različni backgroundi, različne šole bojo različno ocenjevali arhitekturo, ampak je pa zanimivo videti kot nek pionirski poskus. Se pravi, visoko plačan projekt, ki ga je nekdo rekel, dajmo probati, kaj pomeni sodelovanje
arhitekta in umetne inteligence. Se pravi, tu je poudarek na sodelovanju, ne angažiranju umetne inteligence. In zagotovo je vsak začetek težek, ne? Se pravi, vsekakor je Tim Cook, ker je delal pri Zahi Hadid leta in leta, mislim, da 7 let, je zagotovo indoktriniran z formami estetiko Zahi Hadid in sem prepričan, da je tudi model, ki so ga učili, kakorkoli so zdaj, mislim, da so Midjourney uporabljali, bil učen strani teh nekih vizualizacij, slik in tako naprej. Zdaj, kje je zanimivo, pa je, kako lahko ti ene brutalne količine podatkov obdelaš z umetno inteligenco in tudi oni so to naredili. Zdaj, če pustimo samo formo, kako izgleda, pa kako dobro so to vernikularno arhitekturo regije upoštevali ali pa Plečnika, ampak če pa pogledamo to, da se je uporabljalo za pozicioniranje samih hišk, za to, kako potke idealno zložiti, da se bo ljudje čim več srečevali v park pred hiškami. Se pravi, kako narediti ogromne steklene površine, pa da jaz imam čudovit pogled na Blejsko jezero, hkrati pa da tisti mimoidoči mene ne vidijo. Skratka, za vse te stvari bi verjetno morala ogromno ekip, ogromno časa posvetiti raznim daylight visualizerom in kaj vem, čem vse, da bi prišli do rezultatov. Tu pa so dejansko za vso biofilijo in vse uporabljali, se pravi zadaj algoritme, verjetno preverili krepko več modelov, kot bi jih bil zmožen en biro z 5 zaposlenimi v izjemno kratkem času. Tako da jaz spoštujem ta del, da je bil potestiran, da si je nekdo upal iti v to. Zdaj, če pogledam prvi avto Fordov, pa zdaj, kam so prišli avtomobili, tako bomo, predvidevam, da gledali na ta projekt kot prvi projekt ali pa vsaj komercialni projekt uporabe sodelovanja umetne inteligence in arhitekta. Kam pa nas bo to prineslo, zagotovo je že zdaj vključena umetna inteligenca v skoraj vse faze začetne projektiranja, predvsem tudi v vizualizacijo, pa ogromno se upravlja v tej analizi. Je pa res, estetika pa je stvar presoje, ne? Ampak proces, ki so ga uporabili, pa mi je izjemno zanimiv. Ja, sicer to bilo to so mogli snovati že kakšno leto pa pol, 2 leti nazaj, ne. Tako da, če gledaš v bistvu, kakšno stanje je bilo takrat, recimo, ali Midjourney ali karkoli drugega, zdaj bi si, če bi kot, ker ne poznam detajlov projekta, če bi gledal na to kot nek forenzik, kar je bilo, bi rekel, da so veliko stvari naredili na klasiko, potem so dali pa čez, ne vem, mogoče, da so idejne zasnove, pa rendere so pa naredili za AI, ampak da vse ostalo je bilo pa verjetno tako, ne, čisto na ta obstoječ način, no, ker tudi v bistvu nivo orodij, kakršen je bil 2 leti nazaj, pa kakršen je danes, ne, je bil že kar konkreten napredek vmes. Tako da, ampak ste pa lih prej začeli to moralno temo, ne, ta je pa zanimiva, ne. V bistvu to je pa ta splošna težava umetne inteligence, ki jaz osebno sicer ne vidim kot tako, ne. V bistvu vsi vedno črpamo, pa jaz sem statik, nisem arhitekt, jaz ne ustvarjam novih form, ampak vsi črpamo recimo navdih od nekje, od nečesa, kar si videl, ne, od nečesa, kar si se naučil, pa mogoče potem dodaš nekaj svojega gor ali pa tudi ne, ne. In v bistvu zdaj te kreacije, če rečemo temu, ki je dela umetna inteligenca, nastajajo na zelo podoben način. Naučene so na morju podatkov, ne, in potem glede na želje naročnika nastane nekaj novega. In v bistvu tukaj ne vidim kaj toliko spornega v smislu nekih, recimo, avtorskih pravic ali pa česa, ne, je pa zdaj mogoče bolj to, ne, da v nekem končnem idealnem svetu, ko bo umetna inteligenca res tako dobra, da boš pa samo napisal, kaj bi rad, pa da bo to vam padlo in da si bo potem arhitekt pripisal pa vso izjemno zaslugo za tisti prompt, ne. To pa je pa mogoče že malo vprašanje, ne, kje se zdaj konča ta ali odgovornost ali neke avtorske pravice, ne, na to, kar pol pade ven. Ne vem, da je bila neka dilema, je bila en let pa pol nazaj, ko je nek vizualni umetnik je naredil pač res lepo sliko v Midjourneyju, ki je ni sam promptno enkrat, ampak je nekaj časa ustvarjal, vendar mu potem se ni mogel pripisati sebi kot avtorju, ne, ker je v bistvu padla ven iz računalnika na podlagi promptov. Kljub njegovemu input, ne, končni rezultat pač ni bil narejen, ne, v Photoshopu ali kjerkoli že, ne. Da mogoče se bodo potem tudi tam kakšne take dileme začele odpirati, ne, kaj si pa zdaj naredil, ne, da si mogel vsaj neko resno osnovo narediti, ne, vsaj takole maketo, ne, in potem ti pa Midjourney recimo flikne čez ta prave teksture, barve, osvetlitev pa tako dalje, ne.
To se jaz, imaš pa polno prav isto. Mislim, ta etični vidik, pa vidik avtorstva, ki je tako in tako nerešen v Sloveniji. Če smo si iskreni, zdaj seveda, vedno si vprašaš, odkot se je potekalo to strojno učenje, ne? Se pravi, kaj so bili vhodni podatki za učenje tistega, kar si dela. In zagotovo, če je nek prompt, nariši mi hišo kot ta in ta arhitekt, imamo avtorski problem. Če pa sem jaz tisti vizionar kot arhitekt, ki naredi prvo skico, ki naredi prvi fizični model, ki naredi prvi računalniški model in ga da kot input, in sem izjemno dober v prompt engineeringu in mi AI pomaga kot orodje, tam pa bo zelo težka ta, kako nastaviti to regulativo, da se bo to avtorstvo reševalo, ne? Ker v končni fazi tudi, ko rišem z BIM orodji, rišem z nekimi komponentami, ki jih je nastavil programer. Ne? Pa sem jaz vlekel to linijo. Zdaj, a je on avtor zidu, jaz pa avtor oblike, ni enostavno. Ne? In vsekakor se bo to v naslednjih letih reševalo. In ta etičnost je pa tista, ki je ravno umetna inteligenca ne bo nadomestila, ampak bo vedno v odgovornosti tistega, ki z njo upravlja. Že ta celoten prompt engineering je zdaj rato hecen, v bistvu, še kakšno leto nazaj, ali pa kaj takega je bilo, dajte se specializirati v to, da boste pisali dobre prompte. V bistvu danes je skoraj lažje reči ChatGPT-ju na enostaven način, naredi mi dober prompt za Midjourney in ti naredi boljšega, kot ga boš tako sam. In v bistvu že to se začne zdaj tako malo sesuva ta celoten koncept. Tako da nas čaka zanimivi časi, kar je. Kaj pa, recimo, digitalna orodja lahko veliko pripomorejo k vizualizaciji projekta in doživljanju arhitekture, preden je le-ta zgrajena. Iz prakse pa vidimo, da lahko tudi svoje napake, recimo barve, teksture na vsakem ekranu delujejo drugače. Tudi ti popačeni široki koti dajo investitorju napačno predstavo, kako bo to potem izgledalo in pride pa do nekih razočaranj, ko pride do same izvedbe. Kaj menita o teh zadevah? Zdaj, ta vizualizacija je vedno bila stvar debate. Ne? Tudi na tečajih, recimo za APS je bila velika debata, sploh narediti vizualizacijo ali ostati na ravni kolaža. Zdaj, moje mnenje tukaj je takšno. Ne? 95% strank ne bo razumelo kolaža, ampak bo potrebovalo vizualizacijo. In stranke so vedno bolj zahtevne, ker pač tudi projekti grejo cene gor, hvala Bogu, je bil že skrajni čas, in ogromno strank nima prostorske predstave. In ta vizualizacija, če je na ravni recimo kolaža, skice, modela, to, kar arhitekti radi vidimo, kar arhitekti razumemo, stranka ne razume. Je pa bil problem ob pritisku časa, ne? Da pač si moral prehitro začeti delati vizualizacijo, ne? In jaz se ne poznam arhitekta, ki v svoji vizualizaciji ne bi nekaj hotel skriti. Se pravi, tisto, kar ti mogoče ni tako všeč, da je eno drevo tukaj, ali pa da je človeka, ali pa da malo spremeni pogled. Se pravi, vedno si želimo pokazati najboljši pogled. Vse enako, ko predstavljajo avtomobil ali pa nov mobitel, nov model telefona, to je vse izjemno vrhunsko kurirano, kako bomo pokazali. Tako da to, da se kaj skrije ali ne skrije detalj, to pa je zdaj tisto, ne? Se pravi, razumevanje stranke, koliko mu pokazati, in ta nivo detajla vizualizacije se da z AI-om izjemno dobro kurirati. Ne? In točno se vidi, če imaš stranko, ki je recimo inženir, Bog ne daj, da mu pokažeš preveč detajlov, ker te bo potem jahal, zakaj je takšna kljuka, če je tam bila drugačna. Če pa je investitor, bom rekel, malo bolj umetniške sorte, je pa potem dosti lažje tudi iti v večjo natančnost. Ne? Tako da V bistvu si super si začel, ne ravno to, ki si izhajal iz APS-a, Zbornice za arhitekturo in prostor, ki je v nekem obdobju, pa ne bom rekel kdaj, mislim, par let nazaj je bilo, potem na natečajih so zapovedali, kakšni morajo biti 3D vizualizacije oziroma renderi, ker so vmes
renderji bili tako dobri, da so žirijo oziroma potem naročnike toliko pritegnili, ne, da kljub temu, da je bila mogoče ostala vsebina slabša, ne vem, slabša razporeditev prostorov, prehodnost in tako naprej, da so na podlagi tiste izjemne vizualizacije se potem odločili za nekaj, kar v bistvu niti ni bila najboljša rešitev. Bila je pa najboljše prikazana, vizualizirana, ne, in v bistvu so potem dali nek šimelj, ne, kako ne bi te renderji bili vsi enaki, da bi dejansko ljudje sploh gledali, kaj bodo dobili. Ne. Mislim, kako bo funkcioniral prostor in tako dalje. Ne. Tako da ta zavajanja, v bistvu, če gledamo na nek način, so se odvijala že prej. Ne. Obstaja celo en tak objekt v Ljubljani, ki še ni zgrajen, ko bo zelo, zelo drag, pa ga napovedujemo dolg časa, kjer vemo, da se render ni čisto ujemal z tlorisi pa s prerezija, ampak je pa lepo izgledal. In ta zdaj ujemanje realnosti pa vizualizacija dostikrat malo tako na nek način, kot Photoshop pa modeli na naslovnicah revija, tudi vse stvari so malo prilagojene. Digitalizacija investitorjev prinaša načeloma tudi krajši čas gradnje, tudi nizke stroške, upajmo. To vaša platforma posega v to, oziroma to je cilj, ne? Cilj je ta proces, ki je, hecamo se, v bistvu ni hec, je kar res, ne. Vsa neka resna standardizacija pa prednosti masovne proizvodnje pa industrializacije v gradbeništvu se konča dobesedno pri žaklju cementa ali pa pri standardnem nosilcu, recimo, ne vem, He-profilu, tok pa tok, ne. In od tega žaklja cementa ali pa nosilca do na koncu objekta je pa en zelo dolg, zelo kaotičen proces z ogromno deležniki, ki lahko na koncu rezultira v nečem izjemnem ali pa v nečem, ki je tako malo stoji, ampak ima pa napake, ki mogoče ni najboljši za uporabo, je bil predrag, je bil kaj slabo narejen in tako naprej. In če bi delali, to zmeraj pravim, če bi delali avtomobile na enak način, kot delamo hiše, bi bili ti avtomobili verjetno bi bili 2-krat težji, 4-krat počasnejši, 5-krat več benzina bi porabili, pa veliko bi se kvarilo, ker v bistvu vsak avtomobil bi bil de facto prototipa. In v bistvu, kar smo mi poskušali narediti, je to stopnjo standardizacije premakniti še en korak naprej, se pravi, da gremo ne samo do nosilca, ampak da gremo do neke podkomponente, in lahko iz teh komponent potem zlagamo de facto poljubne objekte. Ampak da vse to počnemo pod eno streho, tako rekoč, se pravi od dokumentacije za zemljo do končnega izdelka, in da je to proces, ki je popolnoma transparenten za kogarkoli, ki ga uporablja. Se pravi, da se danes nekdo loti gradnje hiše, pa če je malo bolj zelen, ga čaka kar en tak vlakec smrti, bi rekli, tega celotnega procesa, tako da ponovadi pravijo, da šele ta drugo ali pa vsaj tretjo hišo boš naredil tako, kot bi jo dejansko rad. To smo poskušali čim bolj poenostaviti, se pravi, da nekdo, ki želi svoj objekt, pa zaenkrat smo na hišah, da ga lahko dobi za čim manj stresa, čim manj sivih las, čim hitreje in transparentno. Govorimo pa o montažni gradnji. Je montažna gradnja, oziroma zdaj se širimo tudi na klasično gradnjo, se pravi, da v Sloveniji vseeno, saj procent lesene gradnje v Sloveniji je kar visok, nekje 7-10%, tudi odvisno, kakšne statistike gledamo, ima definitivno izjemno enih prednosti, ampak še vedno 90% trga pa pač preferira opeko in beton, tako da tudi tem želimo ustreči, tem gradbenim materialom nič ne manjka, razen tega, da so morda ekološko malo manj prijazni kot pa lesena gradnja, pa vendar. Tako da gre se predvsem za ta celoten proces gradnje oziroma pridobivanja objektov kot poenostavitev procesa, kot prejšnji danes. Se pravi, da se ne dogajajo napake, da ni toliko stresa, da veš, na koga se obrniti, da ti računalnik po možnosti naredi čim več stvari in jih potem samo še pregledaš. Tako da je drugačna izkušnja. Je pa namenjena končnemu uporabniku ali arhitektu? Vsem, ki želijo na koncu postaviti objekt. Tako da naši uporabniki so tudi arhitekti, zaenkrat interni, ker še nismo javni, v roku 2 tednov bo prva verzija platforme še zelo taka osnovna, bo javno dostopna. Tako da eni deli so že dostopni, recimo ta modul za iskanje informacij v zemlji, se pravi avtomatska generacija lokacijskih informacij, vendar ni za vse občine, ravno zato, ker jih je toliko zahtevno dodajati. Če bi bilo to res samo metanje OpenAI v GPT, bi bilo super, nažalost ni. Ampak ravno to poskušamo vnesti nekaj
reda v sicer izjemno kaotičen proces. In kdorkoli v tem procesu, no, tisti, ki je pač profesionalni, recimo razvijalec nepremičnin, mu je to bolj domače, pa vendar tudi tistim lahko potem poskušamo prehraniti nekaj časa živcev, pa predvsem bolj optimirati projekte potem. Sodelujete pa zdaj pri gradnji hotela? Tako, sodelujemo oziroma koordiniramo projekt gradnje hotela v Mostu na Soči, no, investitor je Slovenski Olimpijec, Luka Božič, pa njegova partnerka. Lušen projekt, ki je že temeljen oziroma ki je že sestavljen iz gradnikov, kakršne podpira naša platforma. Se pravi, v bistvu, ko se je projekt načrtoval, smo ga v bistvu preprojektirali iz neke variante. Ker je bil že prej zasnovan. Ja, bil je mečken taka neugodna situacija z naročnika je bila, no, bom rekel, prvotni arhitekt ni izpolnil pričakovanj, oziroma tudi ne pogodbenih zavez, na žalost, ne tako, kar se tiče investicije, ne kar se tiče rokov. Tako da smo mi nekako to zgodbo noter padli malo po spletu na ključi in bilo treba celoten projekt racionalizirati in finančno in skrajšati roke, obenem ga pa ne spreminjati. Tako da je kar izziv, ker moraš nekje 30% vrednosti zbiti na investicijah dol, obenem pa ohraniti investicijo takšno, kot je bila zamišljena, no, sicer nam je to uspelo. In del teh rešitev je bil ravno to, da smo stvari lahko precej poenotili, da smo uporabljali enotne komponente, seveda še cel kup takih malih trikov, ki jih recimo platforma še zaenkrat nima, ampak jih tudi še AI mogoče ne prepoznava, se pravi od prilagoditev statičnega sistema do raznih malih stvari, ki na koncu precej vplivajo na ceno, ne pa na koncu toliko na izgled. Ne da je bila ona prvotna ekipa inženirjev slaba, vendar včasih si arhitekti izberejo kakšne rešitve, ki so izjemno estetsko lepe, vendar so potem tudi zelo drage in jih lahko z minimalnimi prilagoditvami, pa brez da bi nekaj zelo poslabšali estetiko, lahko v bistvu celotno konstrukcijo znatno bolj optimiramo. Tako da ta objekt je že grajen iz teh, recimo, Lego kock, oziroma zasnovanje na mreži teh Lego kock. No, trenutno je v fazi, ko vanj vgrajujemo inštalacije, strojne in elektro, tako da nekje do marca računamo na uporabno dovoljenje in potem maja na prve goste. Je pa na taki izjemni lokaciji z izjemnim razgledom v Posočju, ki ga zdaj tudi zadnje leto zelo dobro spoznavam, ker sem tam vsaj enkrat na teden. Res taka lokacija, ki si zasluži nekaj takega. Česa se pa najbolj veselita prihodnosti in digitalizacije AI v arhitekturi? Kaj? Jaz osebno se najbolj veselim tega, da bo krepko več časa po predvidevanjih mojih, spet to so napovedi, so zelo nehvaležne, ampak mislim, da bi znalo dosti več časa ostati za kreativno delo. Se pravi, z vso standardizacijo, z vsemi, kaj zahteva od nas zakonodaja, se je ta kreativnost zelo skrajšala, ker smo enostavno toliko časa porabili za ta tehnični, pravni, ekonomski del in jaz upam, da bo toliko pohitrilo vse te postopke z takšnimi orodji, da bo ostalo arhitektu in posledično tudi investitorjem ogromno časa za ta kreativni del, se bo lahko tudi mali biro, nekdo, ki ima, ne vem, ali je samo zaposlena ali dva zaposlena, lahko res preigral en kup rešitev, en kup variant, dosti hitreje prišel tudi do vizualizacije, do videa, do immersive videa, do, ne vem, virtualnega videa in tega se zelo veselim. Tudi bi se zelo veselil, to, kar pravim, rad študentov, da se bo ta indoktrinacija z mazohizmom v arhitekturi, se pravi, z temi neprespanimi nočmi, lahko končala. Kako je že Plečnik rekel, utihni in delaj. Ja. Zdaj pa se na to vprašanje oziroma ta stavek vprašam, koliko vrhunskih idej je nastalo takrat, ko so ljudje bili neprespani, utrujeni in čist iz sebe, ali takrat, ko je človek spočit, kreativen, ko gre med ljudi, ko se ne druži samo z arhitekti, gradbeniki, ko se druži z vsemi drugimi, da mu razširijo pogled in potem spočit prije do čudovite ideje, ki jo lahko prevetri, preigra, sproba na hitro, ali to na telefonu, na tablici, kjerkoli. In ta, bom rekel, obratni način dela, da bo tudi za ta poiskati neke vrednosti, neke lokacije, ne probleme, vrednosti lokacije in si vzeti res čas za to, ker potem ta dober input, daš telefon in
ko ti greš na kavico. Dobiš ven čudovit rezultat, ampak zato, ker si ogromno časa porabil za to. Je pa dejstvo, da boš res dober, bo pa ključne osnovne kompetence ali za arhitekta, ali statika, ali gradbinca. Se pravi, izjemno pomembno bo imeti pomembne kompetence, vedeti, kaj je zgodovina, vedeti, kaj je ozadje kulturno, vedeti, kaj je kontekst, ta etična spoznanja, neke osnove prava, imeti neke osnove ekonomije, posla, znati se spromovirati, predvsem pa znati čudovito govoriti z ljudmi, da se lahko te ideje prodajo. Meni osebno je to v bistvu, da to, na čemer delamo zdaj, je nekaj čist tehnični izziv. Se pravi, tudi če bi zdaj rekel 40-50 let nazaj, tisti, ki je uspel postaviti osnove AutoCAD, kakorkoli se mogoče zdaj smejemo, je še vedno bila neka taka izjemna menica, tako da tudi če je naša platforma zdaj mogoče še tako zelo enostavna pa osnovna, ampak če lahko sproži nek premik v neko tako smer, ki bo pa na koncu omogočala, rekel, ljudem, da bodo prišli hitreje in ceneje in z manj stresa do svojih domov, je pa potem to en tak tudi neko moralno zadoščenje, lahko temu rečem, ki bi lahko ravno to umetno inteligenco, v kateri so mogoče danes dileme, ali nas bo spravilo v grob, ali pa nas lahko dejansko spravi v neko boljše življenje, da to slednje poskušamo implementirati za dobro, obče, širše dobro, bi bil pa potem pač en tak res motivator, če nam to uspe. Odlično, se torej vseeno kljub skepticizmu veselimo teh premikov. Absolutno. Imamo pa temo za naslednji pogovor. Se pravi, če še temu dodamo robotizacijo in avtomatizacijo, potem pa takšna zgodba, kot je vaša platforma, lahko preskočimo, se pravi direktno iz dizajna, brez papirja v izvede. Ja, tiste pa odpira kar nekaj novih vprašanj, res pa tako je. To je pa še znanstvena fantastika. Danes jutri ne več. Hvala vam za obisk v studiu, vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.